medaja, ko vzamemo Lazarju, v teh trenutkih, ponavljam se, je verjetno biti lepo predsednik zveze. Hvala, da v bistvu podpirate in nekako prinašate svojo sliko in besedo tudi šport invalidov v svet. Mi to potrebujemo, ker nekako skozi medije tudi dokazujemo svoj napredek, svoj obstoj, predvsem pa naši športniki, svoje odlične športne rezultate. Ja, veselje mi je, da v bistvu po nekih veliko novih pilotskih korakih smo nekako Darka posodili Nizozemcem. Moram reči, da v začetku je bilo kar nekaj vprašanj, kaj to pomeni za konkurenco, kaj to pomeni za Darka in kaj to pomeni predvsem za naš dosedanji vložek v Darka. Izkazalo se je to kot dobra motivacija, ker Darko je tukaj v Sloveniji večinoma plaval sam, tako da v bistvu stvari so postajajo monotone in ta odločitev, da gre Darko na Nizozemsko, se skazuje tudi skozi osvojene medalje. Kot veste, je naslednjo leto nekako pridobivanje kvot za paraolimpijske igre, tako da bomo morali ponovno sesti za mizo in najti tudi v nadaljevanju rešitve tako za ostale športnike, ki se bodo borili za uvrstitve, tako tudi za Darka. Moram biti pa v bistvu po nekem načinu malce kritičen, da v letošnjem letu nekako Fundacija za šport ne vidi veliko naših športnikih neke dovoljšne podpore, ker so nam namenili 70% manj sredstev s tem, da za mlade športnike in invalide sploh nismo prejeli nikakršnih sredstev, kar je zelo slabo za nas in za sam razvoj športa invalidov. Zato je tudi zelo pomembno, da nas naši sponzorji, kot je Lidl Slovenija, Zavarovalnica Triglav in Toyota, podpirajo in nam omogočajo te nivojske treninge, ki so se čedalje bolj primerljivi športniki neinvalidi, bi se lahko nekako strinjal, da so v nekih primerih celo dražji, ker so športni rekviziti specifični, največkrat prilagojeni samo temu vrhunskemu delu športnika in to seveda zelo stane. Kljub temu smo mi optimisti, se pravi v letu 2019 odhajamo v ljubljenje normov, mi bomo naredili vse, da bomo na ta način poskušali podpreti športnike in omogočiti čim boljše pogoje, da jim se uspejo v bistvu sanje in da si bodo v blizu lahko pogledali Tokio, tako ali drugače. Hvala. Hvala za tole. Besedo pa predajam evropskemu prvaku, Darku Đuriću. Darko, škipujemo. Pozdravljeni. Darko, tudi tebi. Če še enkrat podoživiš, s tem misli, da se nas Dublin 2018. Poslušamo te. Najprej zahvala, da ste se ustvarili v tako velikem številu. Dublin 2018 je za mene v bistvu eno najtežjih prvenstev, kar sem jih kdaj doživel. Prišel sem z ogromnimi pričakovanji, res celo sezono sem daral v tujini, potem pač prvo tekmo mi ni uspela po načrtih, tako da v bistvu se malo zavzamejo temne misli, da bo šlo to naprej v tej smeri, da se bomo uspeli zbrati ali ne, ampak na srečo tudi s pomočjo Grega, ki v bistvu me je upozoril na nekatere napake, ki sem delal, potem svojo zlato medaljo, pa potem bronasto, ki se je v bistvu prvenstvo izkazalo zelo uspešno. Domov ste prinesli 2 kolajni, kakšni so ti kolajni, kje jih hranite, jih vozite s sabo? Ja, količinsko v žepu. Ampak, ja, v bistvu kolajna pač kolajna, postovine, ampak
kakšno zgodbo pa ima, to je pa neki družbe in kaj vse je potrebno narediti, žrtvovati, da se osvoji, to je težko povedati. Še vedno pogosto slišimo, da športno videl neke vrste rekreacija. Povejte nam, vsaj reče tega, da športno videl ni rekreacija, je to resno šport. Ja, pač, ko bom rekel, šport invalidov je kot vsak drug šport. In tako kot pri neinvalidih potrebujemo veliko bazo, da lahko iz njih dobimo vrhunske športnike, in da te vrhunski športniki morajo tudi zaradi za te rezultate. In za medaljo na evropskem prvenstvu je potrebno delati 10-krat na teden v vodi, 3-krat na teden v fitnessu, celo leto brez kakšnih hujših pavz. Kako pomemben je bil ta odločitev za odhod na Nizozemsko? Ja, pač po tisti sezoni po Rio 2016 sem potreboval neko spremembo. Omenil sem to možnost za Nizozemsko. Vesel sem, da sem dobil podporo strani zveze, selektorce in mojih trenerjev in na koncu seveda smo to realizirali in se je tudi pokazali za pravilno odločitev. Zdaj se počasi že ozirate proti azijskemu horizontu, Malezija, svetovno prvenstvo, Tokio, paraolimpijske igre. Kako na teh postaja, kakšni so pogledi proti Maleziji in Tokiju? Kar vem, da je lep bazen v Maleziji, ampak da teče zelo dolga pot, tako da gremo po korakih, najprej moram glavo spočiti, pozabiti na to, kar se je dogajalo v Dublinu in spet iti znova naprej. Mogoče še beseda, dve o samem sodelovanju, nadaljnjem sodelovanju z nizozemsko reprezentanco? V tem trenutku ne moram tega nič komentirati, ker se o tem sploh še nismo pogovarjali. Volja sigura nje, ampak pač moram se vsega dol po zvezo, po selektorca, po nizozemski in videti, kakšne so opcije. Hvala za tole. Z vami bil na Irskem Grega Naktigal, dejansko pomočnik glavnega trenerja, dejansko glavni trener Darka Đurića je Alen Kramer. Tokrat je bil z njim na Irskem Grega Naktigal. Grega in Darko sta sodelovala že leta 2013 na svetovno prvenstvo v Montrealu, ker je Darko dvakrat svetovni prvak. Grega, prinašate srečo? Očitno. Vesel sem, da je tako. 2013 svetovni prvak, letos evropski prvak. In jasno, vesel sem, da sem bil del tega. Če grem na kratko čez skozi ta 7-dnevno tekmovanje, je bilo zelo divje. Na sprejemu v domači vasi Darka sem mislim, da prvič umirjeno pogledal posnetke te tekme, teh tekem in moram reči, da se jih ne spomnim, ker je bilo tako čustveno tam. Verjetno eno najtežjih tekmovanj za Darka, ker športnik kot je Darko nedvomno na tako tekmovanje pride z visokimi ambicijami. Ne nazadnje bil svetovni prvak in čudno bi bilo, če ne bi razmišljal, zakaj pa ne bi postal še evropski prvak. Je pa tako, da v teh 5 letih se je spremenilo veliko, novi tekmovalci so prišli, ne nazadnje športniki se starajo, ampak gre za to, da zbrati fokus, energijo in da usmeriš to v plavanje in tako izvedbo, kot je pokazal Darko na tekmovanju, je težko. Sploh, če zelo na hitro se dotaknem še te prve tekme, kjer je Darko doživel poraz, ker je dejansko pričakoval najboljše plavanje oziroma osvojitev evropskega prvaka na 100%. Verjetno je bil to njegov tisti glavni up, doživel tisto taktičen polom, ki se je zgodil, osvojil 5. mesto. To je bilo težko. Zame nisem pričakoval takega pritiska, ker namreč trener v tisti vlogi, ko pride faza tekme, dejansko ne upravlja več trenažnega procesa, ampak govorim bolj za psihološko-taktične priprave. Skratka, bilo je težko. Mislim, da takrat naprej Darko ne uporablja več berge. Torej, nimaš, ne, da je bilo takrat šla je na par kosov. Skratka, dejstvo je, da je bilo potrebno veliko dela. Mislim, da so ga upravljali odlično. Darko je potreboval nekaj časa, ampak naslednji dan se je splačal. Vsi pogovori, vse
bom rekel, taktične priprave so prinesle naslov evropskega prvaka, tokrat prvič, mislim, ne. In to je to. Potem pa naslednji dan, oziroma čez 3 dni, 200 metrov bronasta medalja. Zopet mislim, da zelo težka psihična priprava, fizično 200 metrov zelo težko je plavati. In če ne bi zopet šel vase in naredil tekmo, tako da se ne podreja drugim, mu ne bi uspelo. In zopet ne uspelo. 3. mesto, spet odličen rezultat. In tukaj sem rekel, še enkrat vesel sem, da sem zraven bil. In upam, da bo v nadaljevanju zbral toliko volje in moči in poguma, da se loti in doda še tisto češnico, ki mu manjka kot paraolimpijska medalja. To je beseda. Hvala. Z nami je tudi Jana Čander, selektorica paraplavalne reprezentance, svoj čas tudi trenerka Darka Đurića. Pa mogoče začeva ravno pri tem, Jana, kako sami gledate na te dosežke, uspehe, rezultate Darka Đurića? To je tako vprašanje, lepo pozdravljeni vsi. Ja, srečna sem, ponosna sem, sploh na to, da ima takšno jekleno voljo in pogum, da to odplava do takšnem začetku. Vse vemo, slab začetek, dober konec, vemo ta pregovor. Tako da jaz sem zelo zadovoljna, verjamem pa v to, zdaj Darko je evropski prvak, svetovni prvak, svetovni rekorder na 50 disciplin. Moram reči, da pa samo plavanje, sami rezultati, Darko je sposoben bistveno več, bistveno bolje odplavati, ampak v danem trenutku je odplaval za evropskega prvaka. Tako da jaz mu čestitam tudi Gregorju, ki je res dobro oddelal svojo nalogo in upam tudi v nadaljevanju, da bo sodeloval v naši ekipi. Na to, da ste selektorica, kakšna je prihodnost, kakšen je material, ki prihaja, kakšne so perspektive plavanja v Sloveniji? Paraplavanje je tako, da bo potrebno zelo dobro sistematično organizirano narediti zadevo. Tukaj imamo Darka, ki je res vzgled in vzor vsakemu mlademu športniku. Kar se pa tiče, pripravila so se tudi merila za vstopne pogoje v reprezentanco, kar jih prej ni bilo. Tako da trenutno za leto 2019 kaže zelo dobro, 4 mlade plavalce imamo v sistemu in se bodo pripravljali za Evropske paraigre mladih, ki bodo letos oziroma leta 2019 v Lahtiju na Finskem. Je pa res, da bo potrebno, se pravi čujem, zelo dobro povezanost imeti z plavalnimi klubi, z invalidskimi organizacijami, z Plavalno zvezo Slovenije in samo tako bomo lahko sistem paraplavanja nadgradili v Sloveniji. Jana, hvala za tole. Bi lahko malo opisali vaše tekmece? Ja, itak se poznamo z večino, tukaj, da je bil res nov, je bil samo Izraelec, Dadaon, za katerega sem v bistvu prvič slišal letos na tekmovanju v Berlinu junija. Vedel sem, da zna dobro odplavati, malo me je presenetil, v bistvu pozitivno ali pa negativno, kako se vzame. Zelo dober rezultat odplaval na 100 metrov prosto, tako da nekako sem ga tudi pričakoval, da bo naredil svoje na 50-metrski razdalji, pa se pač star 18 let in se verjetno tudi malo zlomil kot pričakovanji, tako da sva, kot je komentatorka rekla, v prenosu stara garda tako naredila svoj posel in zmagala za Čehom, s katerim se tudi dobro poznava že zelo dolgo časa. Leta 2011, ko sem v Berlinu svojo prvo medaljo na velikih tekmovanjih, je v bistvu on zmagal, jaz sem bil drugi. Potem sem mu tudi vzel svetovni rekord. Naslednje leto 2013 sem ga tudi premagal potem na finalu na 50 metrov delfina svetovnem prvenstvu, tako da mislim, imamo kar dolgo zgodovino tekmovanj. Kar se pa drugih tiče, recimo letos sem treniral z Nizozemcem Michaelom Schumacherjem, ki v bistvu je leta, se pravi 2012 je osvojil zlato medaljo na paraolimpijskih igrah na 50 prstno
potem je pa kar nekako padel med ta boljše kravliste, ko bi se izrazil, je na 200 metrov prosto tudi svojo medalje na paraolimpijskih igrah v Riju, tako da mi je bil izjemno dober sparring partner, ker so v bistvu na te daljše distance zelo garala, da so tekmovali med seboj.